Zagotovo je nek del študentov pragmatikov, ne, in bi ocenilo, da je tveganje previsoko, ampak kar nekaj njih je pa idealistov v tem smislu. Ne, in ta idealizem je tisti, ki je gonilo vseh študentskih protestov. Ena stvar, ki nekako drži politični profil Vučića, je to, da on diktira, kdaj, kaj, kako, zakaj. In študenti so mu s temi sporadičnimi protesti, masovnimi protesti, ko so se kar odenkrat odpirali neke nove luknje v srbski družbi, ko so kar odenkrat novi akteri postajali nove družbene skupine, je enostavno iskal načine, kako zadeve resetirati. Sploh zato, ker nihče zares ne ve, kaj se bo zgodilo, na kakšen način se bo zadeva odvila. Če bo malo hinavsko ali pa licemerno, da v bistvu Jankoviću se očita zgolj pismo podpore Vučiću, ne pa drugih stvari, ki jih je torej v občini počel, ali pa projekti, ki so bili recimo nasedli ali pa dvomljive narave. Kar se tiče recimo ekonomskih interesov, zagotovo je Srbija enostavno preveč pomembna trenutno za Evropsko unijo. Vemo, da imamo jadarit, vemo, da imamo litij. Sprav to postaja ključno vprašanje pri strateški avtonomiji recimo kritičnih materialov Evropske unije, in Evropska unija enostavno verjame, da ne obstaja drugega človeka kot Vučića, ki bi zmogel ta projekt, kljub temu, da obstaja močan upor, dejansko izpeljati. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. To je podcast Večer za vikend, petkova daljša varianta našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj. Ta teden smo ga štartali in zaokrožujemo torej z daljšim pogovorom. Faris Kočan je naš gost, doktor, docent, profesor na katedri za mednarodne odnose. Zdravo, Faris. Zdravo. Dogovorila so se, da se bova tikala. Prosim. Mislim, da bo obema lažje, ne? Faris, ti kdaj kdo reče Kučan? Ne, ampak absolutno mi pa drugačno naglašuje priimke od Kočan do Kočan. Sprašujejo me, je to slovenski priimek, je to priimek iz regije, skratka različne interpretacije so glede tega, ampak nihče mi pa še ni rekel Kučan, pa nihče me še ni povezal z nekdanjim predsednikom Republike Slovenije. Kar je v redu, ne? Da lahko greš svojo pot, in tvoja pot je zelo bliskovita, zelo hitro se vzpenja, že torej v 20 letih, ne, drugi polovici 20, za pomembno funkcijo na fakulteti, funkcijo, če lahko tako rečemo. Je kdo mlajši? Zagotovo so mlajši od mene. Na FDV? Na FDV, absolutno. Imaš tudi asistente, ki so tam 24-25 let stari in super orejo ledino. Sam sem pa torej pri 27 letih sem doktoriral in potem relativno hitro dobil docenturo in začel z nekimi samostojnimi predavanji, vajami, seminarji, tako da se trudim. Odlično, dobro se trudiš in tudi dobro skrivaš ljubljanski naglas. Omenil sem, da bom vprašal, kako se počuti Žabar v Mariboru. Ja, na zadnje, oziroma bom povedal 3 take situacije. Zadnjič me je klical en spoštovan profesor starejše generacije, s katerim se ne poznava, in je rekel, ampak moram te povprašati, odkot si, ne? Čutim štajerski naglas. Ne? To je bila ena taka prva situacija, ker sem rekel, ok, mogoče sem pa že res kar nekaj časa v Mariboru. Druga situacija je bila s policijo, ko so mi torej na parkirišču avto poškrabali in sem poklical za to, da dobim ta zapisnik. In mi je rekel policaj, pa ste vi Ljubljančan, rojen ste v Ljubljani, ste Ljubljančan, ne slišim po naglasu. Ne? In takrat sem rekel, ok, prvič je naključje, drugič je pa verjetno že praksa. In očitno zgubljam ta ljubljanski vidik. Eno je verjetno povezano tudi s samimi predavanji, kjer moraš govoriti pravilno slovensko in se potem zgubi ta klasičen ljubljanski dialekt. Drugo pa je, da sem torej izpostavljen že kar nekaj časa mariborskemu dialektu ali pa štajerskemu dialektu kot takemu, in tako kot sva rekla, v bistvu 5 let že živim v Mariboru. Tu na nek način tudi ustvarjam, delam, sicer sem razpet med Ljubljano in Mariborom, ampak Maribor postaja praktično tudi moje mesto, kot nekdo, ki je, kot pravi Žabar. Preden gremo na teme, ki so si jih zadala za današnji pogovor, torej na Balkan in dogajanje tam, še to, se veseliš obnove štajerske avtoceste? Ja, absolutno. Predvsem pa si tudi želim, da pridemo do tega, da imamo nek hiter vlak ali pa kakorkoli, da lahko relativno hitreje ali pa hitro migriramo. Mislim, da nekdo, ki živi v Ljubljani ali pa ostane v Ljubljani, sploh ne vidi tega, kar vidi nekdo potem, ko iz Ljubljane pride v Maribor. V bistvu ta decentralizacija ali pa ne ljubljanska perspektiva je res pomembna in mislim, da bi jo mogel vsak izkusiti za to, da doživi, kaj pomeni
dejansko vlagati v decentralizacijo, kaj pomeni dejansko vlagati v infrastrukturo, ki ni vezana nujno na srednjo slovensko regijo, predvsem v Ljubljano. Tako da v bistvu tudi to je en tak velik plus in vsakому želim, da vsaj recimo nek sabbatical ali pa karkoli naredi, da pride za pol leta, leto dni izven Ljubljane in potem res začuti, kaj pomeni ta decentralizacija, da ni samo politična floskula, ampak realna potreba ljudi, ki vsakodnevno migrirajo iz različnih koncev države v Ljubljano. Okay, nisem si mislil, da bom še eno prometno vprašanje vprašal, ampak nove linije so v Mariboru, v Nimbušu se ljudje malo pritožujejo nad spremembami avtobusnih linij. Koliko kaj ti občutiš te spremembe? Tukaj te moram razočarati, nažalost avtobusa ne uporabljam. Uporabljal sem ga konstantno v Ljubljani, ampak tu, ker v bistvu sem še malce bolj oddaljen recimo od tistega krovnega dela Limbuša in imam recimo 20 minut peš do prve avtobusne postaje, sem nažalost eksistencialno odvisen od avtomobila. Ok, gremo na teme, ki smo si jih zadali. Najprej hvala tudi Jonu Knezu, ki je pomagal meni, da sem se malo zbrifiral za ta pogovor, pa tudi prvič sem o vas oziroma tvoje besede in misli prebral ravno v Jonovem intervjuju, ki je objavljen bil januarja in ga še vedno lahko bralke in bralci najdejo v Večerovem arhivu. Res, najprej se dotaknemo prejšnjega vikenda, torej zgodovinskega protesta v Srbiji. Kako si ga spremljal ti, tako kot raziskovalec, kot nekdo, ki spremlja Balkan in mednarodne odnose in vso dogajanje? Si bil ves čas na tekočem, si nekako razmišljal, kaj bi se lahko zgodilo? Ja, dejansko sem, tako kot verjetno večina ljudi, ki jih zanima regija, gledali prek recimo neposrednih prenosov, v tem primeru N1, kjer smo spremljali ali pa lahko videli dogajanje, sploh pa zato, ker smo lahko kontekstualizirali v luči tega, kar je Vučić govoril, da verjetno zadeva ne bo minila brez nasilja. Potem tudi v tem kontekstu sem gledal tiste kamne, ki so se pojavili na ulicah Beograda, dejansko je izgledalo, kot da bo nek kaos, kot je rekel Marcello v svojem komadu Vazduh miriše, naludilo in ta ludilo me je bilo strah iskreno, da bo krvavo, da zna biti nasilno in da bomo prišli v neko točko preloma, ki je nepovratna tako za oblast kot drugače. Kar se tiče samih številk, uradne številke so 100,000, ampak zelo jasno bilo, da je med 200 in 300,000 ljudi se na neki točki zbralo, kar pomeni, da gre za največji protest v zgodovini sodobne, moderne Srbije. In tej luči je bilo zagotovo zelo dobro gledati ta emancipatorni potencial, ki pa vendarle obstaja v državi, ki je sicer velika, ogromna, večmilijonska država, tako da govorimo o določenem segmentu prebivalstva, in to radi pozabljamo, ampak vendarle pa so torej mladi študentov je v Srbiji 262,000 po uradnih statistikah, je uspelo, pa če vemo, da seveda vsi ne protestirajo, pomeni, da je določen segment družbe, ki niso študentje, uspelo pritegniti, kar pomeni, da imajo določeno zaslombo, podporo med ljudmi in zagotovo so tudi Vučića prestrašili prvič po 13 letih, lahko smo tudi potem spremljali hitro reakcije, slišim vas, odzval se bom, situacija je takšna, da moram potegniti zadevo pod črto in razmisliti, kako in kaj naprej, ker kaj so študentje naredili, s tem so mu odvzeli čas. Vučić je mojster časa. Ena stvar, ki nekako drži politični profil Vučića, je to, da on diktira kdaj, kaj, kako, zakaj. In študentje so mu s temi sporadičnimi protesti, masovnimi protesti, ko so se kar odenkrat odpirali neke nove luknje v srbski družbi, ko so kar odenkrat novi akteri postajali nove družbene skupine, je enostavno iskal načine, kako zadeve resetirati. Sploh zato, ker nihče zares ne ve, kaj se bo zgodilo, na kakšen način se bo zadeva odvila. Nihče pravzaprav ne spušča puščic zoper Vučića, nihče Vučića sploh ne posmatra ali pa razmišlja o njemu, pravijo, da ni pristojen in ta nisi pristojan, lahko razmišljamo skozi dve varianti. Ena varianta je ta, da enostavno gre za proteste, ki so večji od Vučića in si želijo zgolj, da se ustava spoštuje in zakoni, ki v Srbiji veljajo. Po drugi strani pa to, kar je tudi recimo v zadnjem intervjuju dejal nekdanji predsednik države Kučan, nisi pristojan lahko pomeni tudi to, da so siti to, da je Vučić predsednik države in v parlamentarni demokraciji se obnaša ne samo kot predsednik države, ampak kot predsednik vlade, predsednik parlamenta, skratka, kot da so vse družbene institucije v Srbiji njemu podjarmljene in on tudi pravzaprav ne skriva, da je on tisti, ki odreja vse. Verjetno se bo od tega kasneje dotaknili, ampak tej luči in tem kontekstu sem gledal torej na eni strani, da ni bilo nasilja, kar je bilo zelo pozitivno, študentje so bili tako kot do zdaj, kulturni, mirni, dejansko zelo artikulirani v svoji politični neartikuliranosti.
zahtevajo zelo jasne stvari, pravijo, da govorimo o 4 točkah, ampak te 4 točke povedo vse. Te 4 točke, če se izpolnejo, pomeni, da Srbija postane verjetno piedestal demokracije v regiji, tako da bomo videli, kaj se bo tu zgodilo, ampak to je ključno. Na drugi strani pa torej, da absolutno oblast ni uporabila prisilnih sredstev, pa vemo, da imamo ta vprašanje zvočnega topa, ali je uporabljen, ali ni bil uporabljen, interpretacije so drugačne, danes že tudi, oziroma včeraj so določeni analitiki v Srbiji razlagali, da so bili načrti, kako bi s tem zvočnim topom pravzaprav ustvarili stampedo in ta stampedo bi pripeljal do nasilja ali pa nekih kaosa in izgredov na srbskih ulicah in potem bi morala torej žandarmerija posredovati in v tem kaosu bi verjetno prišlo do nasilja, tako da kapo dol študentom v tem kontekstu, da so to zmogli. Ravno to, jaz sem spremljal ves čas preko različnih družbenih omrežjih, tudi preko streama N1. Sodelavca naša sta bila tam Robert Balen in Boris Javšovec. Oba sta pošiljala posnetke, da smo to sproti objavljali na Večerovih profilih. Pa tudi z Jonom sem bil v kontaktu, da mi je kdaj kaj razložil. Ta zadeva s Čaci, to me zanima. Ne? Jon je lepo pojasnil v sobotni prilogi, zakaj imajo takšen zdevek. Kako je možno, da Vučić še vedno nagovori nekaj ljudi, kljub vsemu, kar se dogaja, kljub tem množičnim protestom oziroma nekem spoznanju velikega števila ljudi, da pač sistem ne deluje? Ja, zdaj za Stavonoša Čacov je človek, ki je iz Republike Srpske, tako da tu se skriva eden od odgovorov. Skratka, še vedno obstajajo okolja v regiji, ki so izrazito deprivilegirana in Srbija enostavno za njih ni samo center regije, ampak center sveta, tudi v finančnem smislu in zagotovo je tudi veliko lažje. Beograd ali pa Srbija lahko tem ljudem ponudi veliko, od brezplačnega izobraževanja, štipendij, šolnin in tako naprej, tako da v tem kontekstu imajo kaj za izgubiti, če recimo ne stopijo. V makrokontekstu pa Srbija ni v situaciji, kot je bila recimo tam v 2000-ih ali pa v koncu 90-ih let tudi v ekonomskem smislu. Ne? Če je bila Srbija leta 2000 ekonomsko povsem uničena od vojen in od recimo izolacije mednarodne skupnosti in nevlaganja mednarodne skupnosti v državo, je danes Srbija razumljena ali pa sama sebe zgodbiči kot ekonomskega tigra v regiji, nizko stopnjo Rusije in ne vem, še drugih držav? S konstelacijo različnih dejavnikov. Dejstvo je, da Evropska unija je ključen akter pri finančnih vzvodih in Zahod, približno 80% vseh tujih neposrednih investicij še vedno pride iz Zahoda. Rusija je predvsem močna z vidika te neke ostre moči, medijske prisotnosti, zgodbičenja, tega panslovanizma kot takega. Kitajska je zelo prisotna prek svoje pobude Pas in cesta, kjer določene projekte vendarle financiram, pa ključni torej Zahod in Evropska unija in to Vučić zelo spretno zna manevrirati in to je pripeljalo do točke, ko v Srbiji je ogromno denarja. Recimo Forbes je pokazal, mislim, da 3 tedne nazaj, da v Srbiji danes obstaja 33,000 milijonarjev. Ne dinarjev, ampak v dolarjih. Se pravi, 33,000 ljudi v državi ima vsaj $1 milijon. Ne? Kar pomeni, da verjetno v letu 2000 teh 33,000 milijonarjev ni obstajalo in iz tega potem lahko izhaja tudi pomembno spoznanje, da je Vučić ustvaril ogromno ljudi, milijonarjev in s tem tudi ogromno ljudi mu je dolžnih, eksistenčno odvisnih od njegove oblasti in eksistenčno odvisnih od vseh povezav, ki jih Vučić dela. Ne? Vučić zgradi avtocesto, vsi podizvajalci so zelo blizu vladajoče SNS. Ne? In tu je v bistvu potem tudi problem s tem nadstreškom oziroma nadstrešnico zaradi tega, ker če da ven dokumente, padejo ven imena, ki jih verjetno srbska javnost sploh ne pozna in takrat se lahko začnejo veliki problemi za Vučića. Ampak skratka, situacija je drugačna, ekonomsko Srbija je napredna, Vučić nenehno dviguje minimalne plače, seveda kot predsednik države, ki ima v parlamentarni demokraciji to pristojnost, ne, dvigovati minimalne plače. V tem kontekstu Vučić absolutno je za nekatere zgodba o uspehu in ta zgodbičenje skozi ta kontekst Vučića ustvarja kot je. Recimo dam vedno primerjavo z Erdoganom. Erdogan, ko se je znašel v najhujši politični situaciji po tistih potresih, kjer se je zelo jasno pokazalo, da standardi gradnje niso bili takšni, kot morajo biti, ko so vsi že napovedovali, da je Erdogan zaključil svojo politično kariero leta 2024, je še naprej zmagal. Ne? Tu so pomembni tudi mediji z nacionalno frekvenco, lokalni mediji, ki uspejo v bistvu ustvariti to metanarativ in pri Vučiću so uspeli narediti Aleksandar Vučić je enako napredek, Aleksandar Vučić je enako močna Srbija, Aleksandar Vučić je enako blaginja. Ne? In
tej konstelaciji ljudje, ko nimajo dostopa, pa moramo vedeti, da Srbija ni samo Beograd, obstajajo obronki mest, kjer nimajo praktično drugih medijev kot medijev z nacionalno frekvenco, ki jih drži Aleksandar Vučić, ne vidijo drugega kot to, da Aleksandar Vučić hodi v bolnico, je zdravnik, je gradbenik, razvija stvari, je inženir, skratka različne stvari. Ljudje rečejo, pa se nam je pa super, ne, super je in Vučić absolutno kaj še zelo dobro počne, to je recimo ena informacija iz prve roke, gre v vas, enostavno za razliko od drugih politikov, gre tudi v najzakotnejše vasi v Srbiji in vpraša ljudi, kaj potrebujete in si zapisuje krave, ovce, koze, karkoli, čez teden dni je to dostavljeno. Ne? In tu Vučić dobiva, zaradi tega, ker razume, kje je njegova volilna baza ni človek, ki v Beogradu je kvinojo in posluša recimo Marčela, ampak so tisti, ki so recimo 60, 70, 80 let stari ljudje, ki se spomnejo, imajo spomin na razpadlo Srbijo, ponižano Srbijo, danes pa je ta Srbija za njih mogočna in Vučić je ta zgodba o uspehu, ki je Srbijo uspel povzdigniti na nek piedestal regije kot neko državo, ki jo posluša in Evropska unija, sodeluje z Rusijo, sodeluje s Turčijo, sodeluje s Kitajsko in uspešno krmari. 100 vprašanj se je zastavilo vmes, ampak ker sem vmes že enkrat skočil besedo v zdaj in sem rekel, bo čakal, ampak na tej točki, ko si omenil pisanje zadev, ne, in tega, da res gre do ljudi, sem takoj pomislil na ljubljanskega župana, ki pač gre vsako ulico, kjer pač gradi kanalizacijo, cesto, karkoli. In ta pač njuna povezanost, to, da mu Zoran Janković ves čas daje potuho ali pa podporo izraža, ko recimo ti osebno kot Ljubljančan gledaš na to? Ja. Zdaj več ne volilec tam, ne? Volilec ne, ampak Ljubljančan pa ja, ampak zdaj tukaj je več zadev. Prva zadeva je ta, da v bistvu je nekako Vučić svojega prijatelja kar dobro potunkal, to, da je Janković mu dal podporo, pravzaprav sploh ni bila niti dnevna novica zares v Srbiji, ker jih ni interesiralo in na nek način je zgolj škodovalo Zoranu Jankoviću. Je pa malo hinavsko ali pa licemerno, da v bistvu Jankoviću se očita zgolj pismo podpore Vučiću, ne pa drugih stvari, ki jih je torej v občini počel ali pa projekti, ki so bili recimo nasedli ali pa dvomljive narave. Tako da, kar se tiče pa same podpore, pa mogoče gledam drugače kot ostali. Ne? Za razliko od ljudi, ki se absolutno želijo povedati, da ne v mojem imenu in s tem pritrjujem, pa je Janković pokazal določeno stopnjo integritete na človeški ravni. Ne? Se pravi, če se von der Leyen, Scholz in ostali skrivajo, zatem pa bi verjetno tudi radi podpisali to pismo podpore, ker enostavno ne vidijo Srbije brez Vučića, je Janković to rekel iskreno. Sam se seveda zaveda, da kot župan tega ne more delati, nima osebnega mnenja, noben na politični funkciji več nima osebnega mnenja, sploh pa ne, ko uporabljaš pečate mestne občine, ampak je rekel, moja osebna integriteta je ta, da podpiram prijatelja tudi, ko je najtežje, sprejmite to ali pa ne, in enostavno tudi to, kar je rekel, volitve so, volitve bodo, če ocenjujete, da sem storil takšno napako, pa me ne izvolite, ne, oziroma če se bo kandidiral. In mislim, da je to zadevo relativno dobro zaprl. Ne. Seveda, osrednja narativa je šla v smer, to je njegovo osebno mnenje, ne, ampak druga stvar pa je, da v bistvu na nek način, čeprav se ne strinjam z njim, daleč od tega, res niti po točko pomote ne bi tega podpisal, pa spoštujem to, da je ohranil to neko svojo osebno integriteto in se ni skril, ko je najtežje, oziroma ni bil tiho, ko je bilo verjetno najbolj prikladno, da bi bilo tiho. In s tem je za razliko od ostalih pokazal, kam pes taco moli, in en izmed teh je zagotovo vprašanje srbskega expa. Seveda, to je veliki dogodek. Gremo na Evropsko unijo in to njeno tišino. Seveda ima Evropska unija neke interese povezane s Srbijo, ampak najbolj aktualno, še sinoči mi je Jon zapisal, to pa moraš vprašati, Marta Kos in njeno srečanje z Vučićem. Kako ti gledaš na to? Jaz bom rekel, da nisem bil presenečen nad odzivom, bil presenečen, ampak se mi je zdelo, da je bilo kar nekako se nakazuje to, dve stvari sta tu v zadju. Ena stvar je ta, da je Srbija še vedno razumljena kot faktor stabilnosti v regiji in Srbija, ko je Srbija mirna, je regija mirna. Vidimo, da imamo vse bolj odprtih izzivov v tem trenutku, vprašanje povezano z Republiko Srpsko in Vučić je razumljen kot nekdo, ki lahko močno poseže v prostor bosanskih Srbov in kot tak lahko situacijo ali recimo še bolj eskalira ali pa deeskalira.
tako da zagotovo ima Evropska unija ta širši kontekst. Druga stvar pa je ta klasična stabilitokratska logika Evropske unije. Torej, najprej grajemo Vučića, naslednji dan se rokujemo z njim in ga legitimiramo. Zaradi tega, ker enostavno iščemo samo varnost in stabilnost in ne znamo, ne zmoremo iti ven iz tega okvira, tudi zato, ker se ne izrisujejo resne alternative Vučiću in je pragmatizem takšen, da zadeve funkcionirajo. Kar se tiče recimo ekonomskih interesov, zagotovo je Srbija enostavno preveč pomembna trenutno za Evropsko unijo. Vemo, da imamo jadarit, vemo, da imamo litij. Sprav to postaja ključno vprašanje pri strateški avtonomiji recimo kritičnih materialov Evropske unije in Evropska unija enostavno verjame, da ne obstaja drugega človeka kot Vučića, ki bi zmogel ta projekt, kljub temu, da obstaja močan upor, dejansko izpeljati. Ne? Ker kdorkoli pride naslednji, bo verjetno ta ideja litija, črpanja, kopanja litija mrtva, ne? Za vsaj nekaj časa. Ne? Se pa seveda Evropski uniji potem odpira tudi vprašanje litija v Republiki Srpski. Ne smemo pozabiti, da ima tudi Srpska ta bazen. Ne? Tako da v tem nekem kompendiju Evropska unija je ujeta med klasičnim normativizmom, to, kar bi moralo biti, torej vladavina prava, človekove pravice, demokratizacija, na drugi strani pa s pragmatičnimi interesi, ker se bojijo, da so oportunitetni stroški, to, da Vučić recimo ne obstane, previsoki za neko širšo regionalno sliko. Lahko to, da nimajo neke zunanje podpore, študente ustavi na kakšni točki, zato ker so res v tem boju sami? Ja, študentje so na nek način vedno bili sami, ne? Šele na koncu so morda dobili podporo, recimo leta 2000 so dobili potem tudi zelo močno zaslombo strani Združenih držav Amerike, ampak kontekst je torej, kot smo rekli, relativno drugačen in so v tem boju sami, torej te transformativne potenciale bodo morali iskati navznoter in se sami izboriti pravzaprav za svojo svobodo, za svojo pravico, kar je paradoksalno, ne? Zaradi tega, ker ti študentje so vse to, kar Evropska unija ne bi predstavljala, ne je, ne? Kljub temu, da to, kar je recimo kolegica dr. Pavasovič zelo dobro povedala in identificirala, ne obstaja zastava Evropske unije na protestih, ne? Kar spet pomeni, da pravzaprav ne obstaja neke enotnega pogleda med protestniki, kaj, kam, kako, zakaj, ne? In v bistvu to je verjetno tisto, kjer Vučić izkorišča te potenciale. Vučić se zaveda, da so ti študentje zelo heterogeni, ne? Mi študente vedno razumemo kot neko homogeno skupino, ki študira, ki so dela na kakršenkoli način, identitetno so zelo podobni, ampak temu ni tako, ne? Od skrajno levih do skrajno desnih privržencev na protestih vidimo od zastav LGBTQ do prikazov Ratka Mladića, tako da v tej konstelaciji verjetno, če bi enkrat nekdo skušal formulirati recimo vprašanje, kakšen ne ima odnos Srbija do Kosova, se ti protesti razpadejo, ne? In Vučić to absolutno se zaveda in verjetno tudi spretno izkorišča, zaveda se, da tu ni potenciala za klasično politično artikulacijo ali pa formulacijo nekih stališč, po drugi strani se pa zaveda, da opozicija ni verodostojna, ni kredibilna v očeh. Ker recimo tudi kolegi iz FPN-ja iz Beograda, ko so imeli določene intervjuje, so pokazali, da v zadnjih anketah javnega mnenja Vučiću podpora vendarle pada, ampak na drugi strani pa se ne krepi podpora opoziciji. Kar pomeni, da so prišli v pad položaj, ko je nastal dejanski vakuum in nihče ne ve, kdo ga lahko zapolni. In Vučić absolutno s tem, ko je zgodbo presekal, se pravi, do sredine aprila predlagamo mandatarja in če zadeva ne bo zmožna do te točke, bomo šli junija pač na predčasne volitve. In tu računa, da ne bo enostavno prišlo do nekega bloka, nekega enotnega, celovitega bloka, ki bi ga bil zmožen na nek način izvati. Ja, pa zakaj ni kogar na druge strani? Zakaj ni v Srbiji novih obrazov, tako kot so v Sloveniji? Ja, to je v bistvu zelo, jaz mislim, da je to ključno vprašanje, ne? Zdaj, opozicija, to je ta tako imenovana Đila Šolak, opozicija ni verodostojna, tako kot smo rekli, vsak, ki si skuša prebiti skozi ta srbski prostor je ali podjarmljen strani Vučića ali pa tudi kupljen, recimo en izmed takih je Jovanović, ki je bil verjetno en večjih upov na levici, pa je potem postal pravzaprav hišni analitik Aleksandra Vučića. Enostavno je verjetno v takšnem okolju zelo težko ostati neodvisen, zelo težko ostati imun. Srbija ali pa Aleksandar Vučić je podjarmil vse družbene podsisteme. Verjetno ne obstaja sistema ali podsistema v Srbiji, kjer nima Vučić vsaj nekoga, če ne celo večine. In absolutno, ko pride do vprašanja eksistence, ali pa tako temu, kar reče recimo Marčelo, uhljebljenosti, se pravi, da se uhljebe, enostavno ljudje pragmatično postopajo. In zakaj študenti recimo
delajo to, kar počnejo, ali pa imajo ta potencial. Eden izmed razlogov je tudi zato, ker nimajo nič za izgubiti razen akademskega leta. Eksistencialno so odvisni od svojih staršev, ne hodijo v službe, in ta služba je seveda povezana tudi, ali si povezan z Vučićevo vladajočo garnituro ali ne. In v tem kontekstu lahko to počnejo, kar počnejo. In pozicija kot taka ni zmožna, alternativ zaenkrat še ni. Vsi iščejo nek nadstrankarski obraz, tudi Vučić ga mimogrede išče, na nek način to, kar je tudi Milošević počel v 90-ih, iskal je nadstrankarski obraz nekoga, ki ni povezan z njim, ampak trenutno mislim, da ne obstaja človeka, ki bi se izpostavil za Vučića, na drugi strani pa tudi ni pravzaprav človeka, ki bi se izpostavil proti Vučiću. Sploh, če recimo potegnemo primerjave z Erdoganom, takoj, ko imaš ti jasno zastavonošo, je ta zastavonoša kot tak enostavno takoj udarjen, odstranjen, nasilno, s pravnimi sredstvi, pravnimi mehanizmi, in mislim, da bi bila situacija zelo podobna tudi v Srbiji, ko je v bistvu pravosodje instrumentalizirano zato, da obračunava s političnimi nasprotniki, ne pa da se ukvarja z realnimi problemi. Gremo še na Milorada Dodika, o njem si pisal ta teden v Pogledu za Večer. Neko podobno obdobje sta v bistvu skupaj že na vrhu z Aleksandrom Vučićem, sicer v Srbiji z nekaj manjšimi premorji oziroma drugačnim sistemom, ampak Dodik pa drži ta svoj primat v Republiki Srpski. Kako je to možno? Tudi tam pa je še bolj vidna ta podpora zunanje politike. Drži, Milorada Dodika, tako kot sem tudi v Pogledih nekako v smislu, je, da ga je mednarodna skupnost naredila. Sam je imel 2 poslanca, ko je postal predsednik vlade, predvsem v tistih frakcijskih boja med Biljano Plavšič in Karadžićem je potem zmagala Plavšič, ki je seveda bila reformistično naravnana, predvsem v skladu z mednarodno idejo mednarodne skupnosti, in kot taka je torej Dodik postal sprejemljiv. Dodik je imel zelo všečne intervjuje, na začetku bil razumljen kot tub, zmeren politik, tak, ki je govoril, da je potrebno individualizirati vojne zločine in krivda, da to seveda ni krivda celotnega naroda, da morajo biti vsi procesirani, tudi vmes je govoril, da genocid v Srebrenici se je zgodil, pa je potem zadeva obrnil. Skratka, bil je zelo, drugačen, progresiven politik, ampak predvsem oportun. Se pravi, začutil je, da SDS nima več podpore v mednarodni skupnosti in to je skušal izkoristiti tudi na Haški tribunal, je šel pričati proti svojim političnim nasprotnikom. Na ta način je treba to gledati. Takoj pa, ko je uzurpiral oblast, pa je enostavno začel z isto retoriko, če ne hujšo. Zanimivo je, ker Vučić pa si kaj takega ne bi mogel privoščiti, da bi šel v Haag in pričal proti svojim srbskim vojnim zločincem iz Srbije. Verjetno bi mu to ne bi bilo nikoli odpuščeno in se ne bi mogel pospeti v Srbiji. Ta emocija povezana z Hagom kar močna. Tudi verjetno zato, ker je bil del teh vladajočih struktur v 90-ih, bil tudi minister v teh časih in namestnik in tako naprej, tako da je bil del teh struktur. V tem kontekstu Vučić ima drugačno pot, Milorad Dodik pa je vendarle vojni dezerter. In to mu tudi recimo nekdanji upokojeni vojaki Vojske Republike Srpske radi očitajo. Ampak ne vpliva v bistvu na njegovo moč v tem trenutku to. Drži se brez problema v bistvu Republike Srpske na pomembni poziciji. Kako gledaš na stanje miru na tem območju? Je možno oziroma te skrbi, da bi se lahko spremenilo to? To je eno izmed ključnih vprašanj, tudi recimo, ko smo imeli okroglo mizo na Fakulteti za družbene vede, ko je ogromno bilo recimo študentov, imamo kar nekaj študentov iz regije, predvsem recimo iz Republike Srpske pa iz Srbije. In si tudi, recimo, si ne delimo študentim, nekateri mislijo, da je vojna ali pa nek konflikt kot tak mogoč in možen, sam mislim, da ni, predvsem zato, ker je bil kontekst, v katerem se je odvijala vojna, radikalno drugačen. Takrat so s tranzicijo, padcem Berlinskega zidu, razpadem Jugoslavije prihajalo torej do celotne transformacije sistema, kjer si imel določen del ljudi, ki je skušala ta prehod instrumentalizirati zato, da bi kovali dobičke. Danes je sistem relativno predvidljiv, tudi če imaš vojno, boš šel iz neoliberalizma v neoliberalizem, iz ene formacije v drugačno formacijo in ljudje enostavno nimajo tega naboja ali pa ideje, za koga se bodo sploh borili. Recimo jaz dosti delam intervjuje, fokusne skupine z ljudmi dol, predvsem v Srpski in
tudi ko se potem neformalno o teh stvarih pogovarjamo in tudi v federaciji pravijo, za koga bi se mi borili, mislim, nimamo nobenega namena boriti. Kar pa je tu ključno, so pa travme. Ne. V bistvu takoj, ko pride do, tako kot si rekel, ko pride do ideje, da lahko nekaj udari, poči, ne, se zbudijo travme v ljudeh. Ne. Spomin je še vedno močan in ljudje enostavno ne pozabljajo. Ne. Lahko verjetno nekateri gredo skozi in oprostijo, ampak pozabijo pa ne. In vsaka taka situacija, ko vidijo recimo tank v Bosni, ko se vozi, ne, jih takoj spomni na situacijo 92-95 in se strašijo. In potem ta tesnoba, ki obstaja v ljudeh še vedno, tudi zato, ker država še ni skonsolidirana, ni demokratizirana, ni zaokrožena, ni zaključena, tako kot recimo marsikatera druga država, jim zbudi to neko eksistenčno tesnobo. Ne. Mi smo temu rekli pokonfliktne tesnobe, ker v bistvu je sam družben sistem ali pa vsi podsistemi družbeni niso predvidljivi, tako kot so klasični sistemi, ko imaš ti konsolidirane države. In to je verjetno večji potencial, da bi bilo trenje med njimi, ne izključujem, nikoli nisem izključeval nekih sporadičnih spopadov, imeli smo tudi seveda na severu Kosova, to situacija pač pripelje do tega, da pride do kakih izoliranih sporadičnih incidentov, ampak da bi pa na neki neki makroravni ali pa da bi to bilo dejansko nek odprt spopad, pa tega zaenkrat še ne vidim. Ne? V bistvu tudi zato, ker imamo drugačno situacijo trenutno v Srbski, tam 2011-2016 je Dodik bil relativno ne preopraševan strani opozicije v Republiki Srpski, vsi so zgodbičili enako, kot je govoril Dodik, danes pa torej imaš vsaj 2 centra opozicijska, ki jasno dajeta vedeti ljudem in to je zdaj lahko vprašanje, ali je zato, ker sta tudi sama ohrabljena strani mednarodne skupnosti, da bo vse ok, ali pa ker imata zaslombo v Srbih v Republiki Srpski, ko pravita, Dodik ni Republika Srpska, Dodik to počne, da reši samega sebe in škodi interesom Republike Srpske. In izhod, oziroma kaj se bo zgodilo v tem procesu nekaj osvobojujočega tudi za Republiko Srpsko, je, da se bodo uspeli odlepiti od tega narativa, Dodik je enako garant za mir, Dodik je enako Republika Srpska. In s tem lahko pride do potem nekih produktivnih politik, ko ti ne vežeš kakršnekoli akcije in reakcije na sebe in hkrati na obstoje neke politične entitete, hkrati pa je politična entiteta tvoj talec, tako kot je recimo v primeru Dodika. Kako gledaš ti na odnos slovenske politike do dogajanja v Srbiji, pa tudi v Republiki Srpski? Ja, zdaj, če smo brali lahko intervju tudi z nekdanjima predsednikoma in je rekel dr. Tirk, da ima občutek, da se preveč ukvarjajo, da se preveč slovenska politika ukvarja z vprašanji recimo v Srbiji, pa verjetno sam teh nekih hudih reakcij ne vidim. Mislim, da igrajo zelo pragmatično, pametno igro, razumejo, da so to notranje zadeve držav in da bodo seveda podpirali kakršnekoli napore, ki gredo v smer miru ali pa nekih trajnih dogovorov med akterji, ampak mislim, da Slovenija je bila vedno razumljena kot pozitiven akter v regiji in v tem kontekstu bi tudi škoda bilo zapraviti to kredibilnost, ki jo Slovenija ima, ne, seveda. Absolutno prav je, da pomaga, ko pride do kritičnih situacij, takrat, ko potrebujejo torej ljudje pomoč, ampak da bi pa se kar na zalogo, pa kar tako, brez da bi jih kdorkoli pozval k čemurkoli odzivali, pa ne. In tega recimo nisem videl, čeprav absolutno ima vsak stališče do tega in tudi se strinjam tu z dr. Tirkom, določene politične stranke so se bolj aktivno angažirale, bolj aktivno podpirale študentske proteste, tudi recimo koalicijske stranke, ne, tako da na nek način lahko vidimo, da se tudi išče potencial za nabiranje političnih točk na teh vprašanjih. Točno to sem imel v mislih nastopa Prebeliča in Joveve v Evropskem parlamentu. V srbščini sta nagovorila parlament. Je to pač populizem ali kaj drugega? Ja, zdaj ta populizem je zelo razvlečen pojem, ne, in na nek način populizem kot tak verjetno ni neproduktivna stvar, ker gre za vladavino, ne, še vedno gre za populus, za ljudstvo, ne, in če se ljudstvu približaš z nekimi preprostimi besedami, je povsem ok, ne, ampak populizem kot tak je vedno vezan na ta nek antisistemski pogled, torej napadamo elite, ne, populist klasičen po teh logikah bi recimo bil Trump, po klasični definiciji v politoloških vedah, ne, pa lahko to znak podpore, ki ima ta populistični moment, ne, ampak hkrati pa se tudi zaveda, da bo imel odpor in strani torej določenega dela v Srbiji in strani določenega dela v slovenskem, ne, parlamentu. Mislim, da je
preveč tega postali v naši politiki, da se ljudje, da dejansko so politiki pristali na igro, da ljudje ne berejo, da ljudje ne dobivajo informacij in da ljudje dobivajo informacije strani TikTokov in Instagramov in so preveč padli v to spiralo in pravzaprav tudi sami prispevajo k tem produkciji nesmisla in neumnosti, ki jih dogaja, in mislim, da recimo v tem primeru razumem logiko, ampak ne vem pa, če bi enostavno, mislim, da bi enak učinek imela, če bi to povedala v slovenščini, ali pa enak učinek, če bi to povedala v angleščini. Ne. Izraz solidarnosti bi bil enak, ne. Sploh tudi zato, ker srbščina pač ni uradni jezik Evropske unije in to je nekaj, kar se moramo zavedati. Dobro, ampak v srbščini je šlo lažje potem po TikToku in Instagramu na področjih. Kakšna je bila srbščina Irene Joveve? Verjetno ti vladaš? Ja, jaz mislim, da pač mi vsi tu govorimo tak jugoslovanski esperanto, tako da so nas vsi razumeli, mislim, da tudi Hrvati, Črnogorci, Bosanci in Makedonci, no, ampak razumem, tako bom rekel, no, razumem, zakaj so to naredili, ampak razumem pa tudi hkrati, zakaj recimo so oni prvi, ki bi morali ravnati bolj odgovorno v teh situacijah in umirjati retoriko, artikulirati svoje stališče v slovenščini, v angleščini in ne izpostavljati in politizirati teme tudi doma. Ok, že na začetku si rekel, da bo morda o tem kasneje, ampak vseeno, da še pojasnimo to, kako je možno, da ima Vučić vse te zavode v državi, kjer je v bistvu samo predsednik oziroma predsednik države. Ja, Aleksandar Vučić je, tako kot si rekel, v parlamentarni demokraciji predsednik države, kar pomeni, da ima enake pristojnosti kot Nataša Pirc Musar, recimo v Sloveniji, ali pa prej Borut Pahor, kakorkoli. Pa nismo še slišali Nataše Pirc Musar, da bi razpravljala o minimalnih plačah, da bi razpravljala o infrastrukturnih projektih, da bi razpravljala o pogajanjih sindikati, da bi razpravljala skratka o vseh različnih stvarih. Vučić, pod črto, nima teh pristojnosti. Mogoče bi si pa Robert Golob želel Nataše Pirc Musar po vzoru Aleksandra Vučića, ne glede na ta spor iz konca prejšnjega tedna. No, oprosti, nadaljuj. Ja, in v tem kontekstu je Aleksandar Vučić absolutno uzurpiral vse podsisteme in tudi funkcije. Ne? In pravzaprav Ana Brnabić in Vučević, to so bili njegove marionete, ne? Tudi recimo na volitvah, ko gredo voliti na parlamentarne volitvah, imajo ljudje občutek, da volijo Vučića, plakati so njegovi, ampak njegovega imena ni nikjer okrog lističa. In to samo kaže na to, da v bistvu je SNS brez Vučića ne obstaja, trenutne garniture ali pa vsi podsistemi brez Vučića ne obstanejo. Zato je tudi recimo relativno, dajva reči, konsolideran ta prostor okoli njega in nihče pravzaprav ne popušča, ni iztekel ven iz teh konteksta in verjame torej, da brez Vučića ne more obstati v tem politični tekmi. Ne? Ampak če govoriva torej o klasičnih pristojnostih, Vučić ima enake pristojnosti kot predsednik Slovenije v praksi, pa sam pa izpade, kot da je vse in predsednik državnega zbora in predsednik vlade in predsednik države. Ne? In recimo N1, če sva že pregovorili N1, en tak dober članek iz leta 2023 je ravno na to temo govoril, ne, kaj vse dela predsednik Vučić in vse našteje od tega, kako se pogaja, kako sam sporoča minimalno plačo in potem na koncu tak pasos krajši, no pa upravlja tudi svoje funkcije, ki jih ima kot predsednik države in je recimo v lanskem letu odlikoval nekaj 16 ali 17 ljudi. Ne? In to kaže na to. Ne? In recimo ta nisi pristojen, lahko torej res razumemo v tej dualnosti. Ne? Na eni strani ne zanima nas, kaj ima zapovedati, na drugi strani pa tvoje delo ni vezano na delo predsednika vlade in parlamenta, ti si predsednik države. Ne, ti si živiš, obstajaš v parlamentarnem sistemu, ne v predsedniškem sistemu. Hipotetično, če Vučića ne bi bilo, pa koga enkrat več ne bo, kaj bo imela SNS razen tega celega sistema, ki ga je pač sestavila v 30-25 letih. Ja, kaj se bo zgodilo? Nimam kristalne kugle, ampak sam ne vidim recimo najožja njegova ekipa, Mali, Vulin, Vučević, Đukić, Brnabić, sam jih ne vidim kot nekoga, ki bi bili zmožni držati zadeve na način, kot jih drži Vučić, prav zaradi tega, ker je Vučić na sebe vezal celo zgodbo. Ne? Vučić je produkt, ne? Ni SNS produkt, to je samo posledica Vučićevega produkta, ki je, torej tako kot sva rekla, Vučić je napredek, Vučić je razvoj, Vučić je, ne, kot pravijo, so Srbine. Ne? In v tem kontekstu je Aleksandar absolutno uzurpiral celoten prostor in ko Aleksandra ne bo,
enostavne alternative ne bo. Spet bom dal Turčijo kot primerjavo. Erdogan je torej na oblasti od leta 2002, torej 23 let, neprekinjeno, predsednik vlade, predsednik države in še danes nima svojega naslednika in še danes se mora torej ukvarjati s tem, da uničuje politično opozicijo zaradi tega, ker sam absolutno ni uspel ustvariti v 23 letih nikogar, ki bi ga lahko nadomestil v tej mašineriji, ki bi lahko Turčijo pod enakimi, recimo, principi peljal naprej. In to je vedno rak rana avtoritarnih sistemov ali pa sistemov, recimo, kulta osebnosti. Ko ti zgradiš okrog ene osebe vse, ko te osebe več ni tega naboja in tudi človek, ki je, recimo, bil del tega sistema, pa postane zdaj, recimo, ključna figura tega sistema, ne more biti enak, ni na enak način percepiran zaradi tega, ker enostavno okrog njega ni bilo zgodbičeno ničesar. Z Erdoganom pogosto primerjaš Vučića, kaj pa mogoče v Sloveniji imaš primer nekoga, ki je celotno zgodbo gradil okoli sebe? Ja, zagotovo. Zdaj me napeljuješ, da se spuščam že v slovenski politični prostor, ampak ja, zagotovo so ti metanarativi pomembni in v tem primeru verjetno meriš na prvaka SDS. Tako. In prvak SDS absolutno je zelo podobno zgodbičju te zadeve in je absolutno na sebe tudi vezal najverjetneje obstoj stranke kot take, zato nihče ne more priti blizu ali pa nihče ga tudi ne more v tem kontekstu zamenjati. In to so, če govorimo o političnih profilih, izjemno spretni politiki. Jaz radno sprašujem po napovedih in vsem tem skupaj, pa sem še enkrat želim vprašati to, kaj se bo zdaj zgodilo v Srbiji, kaj pričakuješ ti po protestih. Nekaj si že omenjal, da je težko karkoli, nekih bistvenih sprememb ne gre pričakovati, ampak ja. Zdaj Vučić je v bistvu dosegel ta drugi reset. Prvi reset je bil s tem, ko je župan Novega Sada in predsednik vlade, ko sta odstopila. Drugi reset je dosegel zdaj, ko je dal jasno vedeti, sedaj bo na parlamentu, torej da najde ustreznega predsednika vlade, da se ga predlaga, torej do sredine aprila, in če tega ne bo, bodo junija predčasne volitve, kar pomeni, da je spet vzel zgrabo bika za roge, kot pravijo, in rekel, april dobimo ali novega mandatarja ali pa razpišemo predčasne volitve. Tako da v tem kontekstu mislim, da je naredil vse, kar lahko naredi v tej meji dopustnega za njega, ker v idealnem scenariju, kaj bi Vučić mogel narediti, mogel bi vzpostaviti pogoje za to, da se vzpostavi neka tehnična prehodna vlada, ki bi pripravila pogoje za neke svobodne, poštene volitve in potem dejansko šli na volitve kot take. Ker v 2 mesecih, 3 mesecih enostavno zelo težko narediš neko fronto, nek opozicijski blok, ki bi ga bil zmožen izvati. Se pravi, to, kar se je zgodilo recimo leta 96-97, ko so bili protesti, ko so najprej Milošević je padel v 2 fazah. Prva faza je bila, osporavali so mu torej občinske oziroma županske volitve, kjer je 32 županov in mest občinskih svetov izgubil po protestih in šele potem je leta 2000 padel on kot tak. Tako da Vučić, če pogledamo genezo, radi primerjajo Vučića z Miloševićem, bo verjetno tudi Vučić padal v 2 fazah. Tudi nenazadnje Đukanović, predsednik Črne Gore, je padal v 2 fazah. In mislim, da bo tudi Vučić, če bo padal, na kakršen koli način se bo to izvedlo, bo padal po 2 fazah. Najprej parlamentarne volitve in šele potem. Kot tak. Si kot raziskovalec oziroma kot nekdo, ki se ukvarja z mednarodnimi odnosi, kako se to reče slovensko, hajpan, ko se neke take stvari dogajajo, ti je ta situacija tak čist globoko v tebi kul? Ne, to je dobro vprašanje. Danes sem se sprašal, kako zelo, če že recimo nam naporno, ki se ukvarjamo s tem, pa imamo radi mir, ker v bistvu v raziskovanju imaš rad neko predvidljivo stvar, zato da lahko preverjaš, kako je šele nekomu, ki živi ta kontekst. Recimo, doskrat pomislim na svoje kolege, pedagoge in raziskovalce v Srbiji ali pa v Bosni in Hercegovini, ki so torej soočeni še s temi strukturnimi omejitvami. Nam je vendarle veliko lažje o tem razmišljamo, torej kar nekaj kilometrov daleč v povsem drugačni situaciji. Mi je pa, tako bom rekel, čist subjektivno mi je žal, da se te stvari dogajajo, zaradi tega, ker sam, torej kljub temu, da sem na katedri za mednarodne odnose, se ukvarjam predvsem s posamezniki in družbami kot takimi, zato ker verjamem, da mednarodna skupnost kot taka stoji in obstane predvsem v očeh posameznikov in torej to je moj večji vidik in mi je žal ljudi, iskreno žal mi je ljudi, zaradi tega, ker živijo neko eksistencialno tesnobo. To so ljudje, ki enostavno konstantno živijo kritične točke, konstantno živijo neko
izredno okoliščino v svojih življenjih in enostavno niso imeli občutka normalnosti že kar nekaj časa. Ne? Tu sploh recimo, ko govorimo o Bosni in Hercegovini. Ne? Tako da kot raziskovalec seveda sočustvuje z ljudmi, po drugi strani pa skušaš iskati teme, ki bi bile recimo lahko konstruktivne ali pa produktivne za njih. Tako da recimo v zadnjih letih sem se ukvarjal predvsem z mestmi ali pa vasicami, kjer v kontekstu vojen ni prišlo do vojen. Ne? Recimo zadnje 3 leta sem se ukvarjal z Balvinami, to je ena taka vasica v Republiki Srpski, kjer Bošnjaki in Srbi v času vojne niso se spopadli med seboj, niso zapopadli orožje in se streljali med seboj. Ne? In skozi ta nek aspekt pozitivnega miru skušam prispevati nekim konstruktivni, produktivni razpravi, kaj so pa tisti dejavniki, ki so torej v času vojne ohranjali mir in kaj so tisti dejavniki, ki jih je torej potrebno strani mednarodne skupnosti, družbe kot take in držav nasloviti, zato da je lahko ta mir trajne narave. Farid, zakaj Balkan, zakaj mednarodni odnosi? So tudi kaj korenine vplivale na to? Ja, drži, ne. Jaz sem v bistvu druga generacija, moj oče prihaja iz Črne Gore, kot mladenič je prišel v Slovenijo, tako da sem zagotovo bil socializiran v to paradigmo, no. Ampak na tak nek, dajva reči, pozitiven ali pa vsaj neutralno pozitiven način in recimo to, da živiš ali pa se družiš, si vzgojen v Sloveniji, ti daje eno čisto drugačno perspektivo, zato ker smo nek konglomerat ali pa dajva reči melting pot vseh različnih barv, vonja in okusov in v tem kontekstu je bila, ko je recimo sam otrok regije in v tem kontekstu, ko smo kot regija odraščali recimo na ljubljanskih ulicah, je bilo popolnoma vseeno, a si Srb, a si Bošnjak, a si Črnogorec ali si Albanec. In to je recimo ena taka perspektiva, ki ti ostane tudi, da lahko na drugačen način regijo dihaš, jo ne razumeš skozi to neko klasično instrumentalizacijo, nacionalizem kot tak, ne, ki se ga je recimo vedno čutilo v regiji, ne, zaradi tega, ker ljudje enostavno niso nikoli spustili teh kontekstov. Ne, in to je recimo nekaj, kar me je vedno spodbujalo, ta paradoks. Ne, na eni strani torej, kako je mogoče v Ljubljani popolnoma normalno sobivati, se v teh stvareh mogoče ne odkrito pogovarjati, ampak jih sploh ne reflektirati, ne, po drugi strani pa v regiji je samo to dnevno recimo na tapeti strani vladajočih političnih elit. Ne govorim strani ljudje, marsikdo je že presegel tega barite, ampak politična elita pa še vedno vidi recimo potenciale za te politične točke. Tako da v tem kontekstu sem začutil, da je recimo moja primerjalna prednost, da se ukvarjam s tem, zato ker se ukvarjam s tem na nek neutralen ali pa poskušam biti, ne, saj nihče ni objektiven, zato ker seveda imamo vsi svoje vrednote in predispozicije, ampak vsaj poskušaš razumeti z drugačnega zornega kota, z drugačnimi očmi, no, in to je recimo nekaj, kar me spodbudilo, torej neka primarna socializacija, ne samo doma, ampak tudi recimo iz moje neke širše družbe in potem recimo ta neka diskrepanca med tem, kako sem sam dojemal regijo, čutil odnose med ljudmi in to, kar se recimo dogajalo in udejanjalo v sami regiji. Kam greš najraje? Južno od Kolpe? Najraje grem v Bosno in Hercegovino. Mislim, da tam to je za mene osebno, no, ali je to Banja Luka, Sarajevo, Mostar, za mene so to vedno bili in bodo ostali najboljši ljudje, ne glede na to, kaj so in kako so, tudi samo gostoljubje, razumevanje stvari, prijaznost, odprtost. Nikoli v življenju še nisem naletel na zaprta vrata in mislim, da Bosna in Hercegovina je res ena taka nesrečna država dobrih ljudi in nesrečnih spletov okoliščin. Po tem pogovoru se odpraviš v Ljubljano med študente. Drži. Kako je delati s študenti? Nedolgo nazaj si bil ti v tej vlogi, ne? Ja, res je. V bistvu sem doktoriral 2021, tako da 4 leta nazaj sem še bil doktorski študent. Kar se tiče samih študentov, ja, med nami je recimo tam med 8 in 10 let razlike, tako da sam se še vedno vidim, da sem star, tako bom rekel, čutim že počasi, da sem star, ampak po drugi strani pa občudujem naše študente. Ne? Recimo dostikrat slišim, kako so študentje pasivni, dostikrat slišim, kako živijo samo na telefonih, na TikTokih, nič ne berejo, ne? Splošno znanje upadajo, ampak enostavno ti ne moreš kot človek vzbuditi zanimanje v njih. Ne? Oni imajo ogromno enega potenciala, ko jih zadeva zanima. Ne? In kaj recimo je ena taka metoda, ki se za mene znašla kot odlično. Jaz imam recimo pri mednarodnih odnosih 130 ljudi, skušam si zapomniti vsa njihova imena in mi uspe praktično skoraj do konca in tudi recimo, ko mi predavamo, ne,
predvsem vodimo razpravo. Zaradi tega, ker sam ne verjamem v ex-katedra, to mi je recimo dolgočasno, da jaz podajam njim svoje videnje na situacijo, ampak jih skušam torej prek neke teorije, prek knjig peljati, da oni meni povejo, kako stvari vidijo in skrati skozi to v bistvu začutijo, da ni pravih in napačnih odgovorov, dokler ima argumentacija ustrezno teoretsko, konceptualno zaslombo. Skratka, krepijo svoje argumente in vidim, da študenti so izjemno bistri, izjemno pametni in enostavno samo moraš vzbuditi zanimanje v njih. Ne? In recimo, ko smo recimo tudi študenti v Srbiji, ko so rekli, ne, evo, so pa pokazali, da niso samo na TikTokih pa pasivni. Ne? Jaz mislim, da študenti sploh niso pasivni, študenti so bili vedno gonilna sila družb, samo moraš jih na pravi način spodbuditi ali pa morajo biti ustrezno spodbujeni, instrumentalizirani z njihovih notranjih vzgibov, zato da lahko delajo neke produktivne stvari. Ne? In to, kar jaz vidim, je, da jim prostor in bodo razcveteli, da jim odgovornost, ne? To želijo, ne želijo biti objekti, tudi recimo zdaj, ko delamo študentsko ekskurzijo, absolutno te študentske ekskurzije brez študentov kot aktivnih članov organizacije in vseh stvari ne bi bilo, ne? Kar kaže, da jim odgovornost in oni bodo nazaj pokazali odgovornost kot tako. Kam greste? Ja, mislim, da veš, Bosna in Hercegovina, gremo 50 študentov, peljemo 30. obletnica Dejtonskega mirovnega sporazuma, tako da gremo v Banja Luko, gremo na OHR, OVSE, delegacija Evropske unije, Združeni narodi, skratka različni vidiki, fakulteta za politične vede v Banja Luki, tudi v Sarajevu, tako da študenti v bistvu vidijo Bosno in Hercegovino predvsem z vidika mednarodne skupnosti, ne? Ker Bosna in Hercegovina ima torej vse, kar obstaja mednarodnega je v tej državi. Gremo tudi določene medije pogledati, v tem kontekstu recimo Al Jazeera kot nek mednarodni medij, zato da začutijo tudi vidik javnega mnenja v mednarodnih odnosih, ki je eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Gremo tudi v številne recimo nevladne organizacije. Skratka, toliko, da začutijo mednarodno skupnost, nedaleč stran od nas in da vidijo pravzaprav, kaj se učijo, o čem razmišljajo in kako v bistvu ta razmislek dejansko je manifestiran na terenu. Wow, lepo se boste imeli, zagotovo. Še to, glede na to, da si z lepimi izbranimi besedami govoril o slovenskih študentih, verjameš, da bi se zopet hipotetično v neki podobni situaciji, kot se je zgodila v Srbiji, lahko zgodil podoben upor tudi v Sloveniji? Zagotovo je nek del študentov pragmatikov, ne, in bi ocenilo, da je tveganje previsoko, ampak kar nekaj njih je pa idealistov v tem smislu. Ne, in ta idealizem je tisti, ki je gonilo vseh študentskih protestov. Jaz sam mislim, da če bi bila situacija takšna, da bi študenti začutili, da ni vladavine prava, da ni demokracije v državi, mislim, da ne bi imeli nobene težave se izpostaviti na ulice. Enako kot srbski študenti. Tudi zelo hitro so bili pri njihovi podpori, kar nekaj njih se je tudi zbralo na ulicah, so solidarni z njimi, tako da jaz mislim, da tu ni problem. Ne. Gre se pa samo za drugačen kontekst. Ne. Če bi začutili, da tu zadeve ne funkcionirajo v teh temeljih, potem mislim, da ne bi imeli težave. Zagotovo ne vsi, tudi v Srbiji to temu absolutno ni tako, ne, ampak dober del njih pa ja, ne, ampak kumulativno je seveda slovenskih študentov veliko manj kot srbskih študentov in je potem tudi vprašanje, kakšne strukture, kakšne frakcije. Ne. Poznaš kakšne primere, da so se odpravili v Beograd v podporo srbskim študentom ali pa tudi zato, da bi raziskovali dogodek? Zdaj, poznam predvsem dva študenta, ampak sta iz Srbije, študirata pri nas, absolutno sta že tudi usvojila slovenski jezik in nimaš občutka, da sta sploh iz Srbije, ampak sta šla in sta potem tudi razlagala o teh vidikih plenarnih zasedanj, plenumov, na kakšen način se zadeve funkcionirajo. Bili so tudi recimo del teh nekih okroglih miz razprav, tako da se trudimo, ne, tudi Univerza v Ljubljani ste videli, je podprla študente, skratka, skuša se ustvariti to, da absolutno akademska skupnost mora držati skupaj in mora ostati solidarna. Ko si pregovoril o tem, kako skušaš v tisti veliki predavalnici spostaviti dialog z študenti, torej nisi bil pristaš Igorja Lukšiča in njegovih predavanj, mislim? Mislim, jaz ex-katedre nikoli sem razumel predvsem kot to, govorim ti neko zgodbo, ki jo sam razumem in na nek način ti jo dam tu, da jo ponotraniš, da jo razumeš na enak način kot jaz. Ne. V bistvu delam malega klona, mini klone, to pa ni cilj. Ne. Cilj je delati ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, cilj je, da narediš kritične posameznike, ki jih ni sram
Prvič se izpostaviti, drugič zagovarjati svoje stališče, tudi če se ljudje z njimi ne strinjajo in v bistvu na ta način krepiti. Ne? Ker sam vedno pravim, diploma je samo papir, ključno, kar dobiš od fakultete, je samozavest. Lepo. Še eno manj resno vprašanje, kaj je danes šumijo? Nimam pojma. Ne greš na malco? Ne. Si sem prenajedel, verjetno v vseh letih. Ja, žal, danes je slavli, ni več šumi, ampak obstaja logika je pa enaka. Torej menzna hrana. Nič, Faris, res hvala za izčrpen pogovor. Res fajn te je bilo gostiti in radi te bomo večer brali tudi v prihodnje. Hvala za povabilo in se beremo. Ja, se beremo. Vabljeni, da se naročite na podcast Večerje zjutraj, da boste obveščeni ob izdaji vsake epizode. To lahko storite na Spotifyju, Apple Podcast in na YouTubeu. Seveda pa vabljeni tudi, da ocenite ta podcast in ga delite s svojimi prijatelji. Tu se podcast še ne zaključi. Kratek prispevek vas še čaka. O tem lahko v Večeru berete za vikend, torej v prilogah v soboto in nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. V Večeru v soboto preberite: trgovina z ljudmi uničuje življenja in polni žepe kriminalnih združb. Oblike tega kriminala se nenehno spreminjajo, od spolnega suženjstva do delovnega izkoriščanja. Slovenija v boju zoper ta kriminal, piše Elizabeta Planišič, beleži malo obsodilnih sodb, žrtve pri nas pa pogosto sploh ne vedo, da so izkoriščene. Petra Lesjak Tušek komentira nov podaljšek pri sprejemanju medijske zakonodaje. Lahko res še verjamemo v konkretne in zadostne podpore medijski panogi in novinarstvu? Jon Knez se je z Victorijo Harrison, veleposlanico Združenega kraljestva v Sloveniji, pogovarjal o vnovičnem sodelovanju z EU, oboroževanju, odnosih z ZDA, diplomaciji in življenju ter delu v Sloveniji. Kaj prinaša Večer v nedeljo? V svojih evropskih odisejadah nogometaši Celja še niso naleteli na bolj uglednega tekmeca, kot bo to v četrtfinalu konferenčne lige Fiorentina. Legenda pravi, da je leta 1928 perica drese oprala v reki in nastala je bleda, sprana različica vijolične, ki jo je Fiorentina vzela za svojo in jo je prekopiral še enka Maribor. Mariji Brumen iz Zgornje Korene, ki bo dopolnila 64 let, je uspel neverjetni podvig. V začetku meseca je pretekla maraton v Tokiu, že 7. največji svetovni maraton. To ni do sedaj uspelo še nobeni Slovenki. Pri Marijini zgodbi pa je osupljivo še, da je začela teči šele pred 13 leti. V avtomobilski zgodbi pa o starem Fiatu 500 in o novem Fiatu 600, mali nekoč in veliki danes. Med njima pa 53 let razlike. To seveda ni vse, Večer na vseh platformah vse skozi prinaša zanimive vsebine. Vse skozi smo z vami na večer.com. Lep preostanek tedna vam želim in za konec še preblisk iz sobotnega večera. Prihodnosti naj ne bi hoteli samo predvidevati, marveč jo omogočiti. To je dejal francoski pisatelj in letalec Antoine de Saint-Exupéry.